Velikokrat se dogaja, da me pokliče katera od kozmetičark in me prosi, če lahko preverim cenik, ki ga je pripravila, kajti pravi, da ga je spremenila, cene je nekoliko dvignila in pač se boji, da ne bi bile previsoke, prenizke, in prosi me, če bi lahko preveril, pa če bi lahko kaj korigiral, pa da bi svetoval, zato da bi lažje potem tudi cenik kot tak sestavila. No, ampak predtem je potrebno vedeti še nekaj dodatnih stvari, kajti brez tega, kar tako predstaviti cene, je lahko, bom rekel, kar takšna nevarna igrica, zato moramo biti zelo previdni. Predno bom to pojasnil, naj povem, da sam dvig cen stranke najbolj prizadene takrat, ko za isto storitev plačajo več, ker seveda ne zdi se jim logično, ne? Če uporabljajo isto storitev, oziroma če je isto storitev uporabljala še pred časom, nedolgo tega, za neko ceno in sedaj je ta storitev bistveno dražja, ne more razumeti, zakaj je dražja, ne? V takšnem primeru se stranke počutijo izigrane. Torej, v današnjem nasvetu bi predlagal, da predno dvignete cene, obvezno storitev nadgradite oziroma ustvarite neko dodano vrednost. Če bo storitev imela dodano vrednost, tudi cena ne bo predstavljala neke težave. Druga zadeva, na kar je potrebno posvetiti kar nekaj pozornosti, je to, da storitev kot tako poimenujete. Dodate ji pač ime. Zakaj? Zato, ker si jo stranke lažje zapomnijo in enostavno jih ne morejo vključevati v, bom rekel, številne druge in seveda s tem preprečimo, da bi ene storitve menjali z drugimi, ne? Tudi v takšnem primeru, če je ta dodana vrednost s poimenovanjem in seveda kratkim opisom, si bodo stranke to veliko lažje zapomnile in tudi cene bodo zaradi tega lahko višje, ne? Podobno je pri sestavi določenih paketov. Takrat, ko je več storitev združenih v eni ceni, je tudi cena lahko višja, to je povsem logično. Če imamo mi eno storitev kot tako, je pač to ena storitev. Če pa imamo storitev, ki vključuje več različnih storitev, je seveda cena potem lahko bistveno višja. Seveda vprašanje je, kako bomo to predstavili, predvsem v okviru marketinga, ne? Potem še ena zadeva, na katero je dobro o kateri je dobro razmisliti, in sicer vprašajte se, koliko izvajate različne akcije, recimo, ali pa promocije, dneve odprtih vrat. Zakaj? To je izjemna dodana vrednost, s katerim se strankam veliko lažje prikaže, recimo, neke novosti, trende ali storitve, predvsem tiste, ki so nekoliko manj poznane, in seveda na takšen način tudi veliko lažje sestavite neko storitev in ustvarite pri tem dodano vrednost in posledično s tem tudi lahko dvignete ceno. In še ena zadnja zadeva, kateri bi posvetil še nekaj pozornosti, je to, da se nenehno izobražujete, kajti če boste opazovali druge, kako postavljajo cene in se njim prilagajali, obstaja velika možnost, da boste zgrešili. Zakaj? Zato, ker vsak salon ima določene storitve, ki jih ne izvajajo vsi na enak način, lahko so te storitve podobne, vendar se izvajajo v drugačnih oblikah in seveda vsak salon ima tudi drugačen stroškovnik, ne? In tukaj je treba videti in pravilno izračunati cene, predno se jih postavi na cenik. Torej, nasvet današnjega dne bi bil, da pravilna postavitev cen je ključnega pomena za uspešno poslovanje, zato mora njihova vrednost vedno izhajati iz pravilno izvedenih izračunov. Šele nato pridemo v pozicijo, ko pripravimo cenik. Kako pripraviti cenik? Kako formirati cene na ceniku oziroma kako jih predstaviti? Kako jih postaviti po vrstnem redu, po zaporedju torej, se pa boste naučili na naši akademiji. Tisti, ki že obiskujete
našo akademijo, že veste, kako se to naredi, tudi veste, zakaj se to tako naredi in kakšni so rezultati tega. Tako da vsem priporočam, da tisti, ki še niste pravzaprav obiskali naše akademije, da to storite čim prej, zato da boste pridobili vse informacije, ki vam bodo delo predvsem olajšale. Želim vam lep dan, to, kar sem povedal, skušajte uvesti v prakso, malček razmislite o tem in boste videli, da bo vse skupaj veliko lažje. Srečno!